Na 7 tekmah le ena domača zmaga, krog po željah gostov. Pozdravljeni v pregledu vrhuncev druge nogometne lige. Z 1:3 je Triglav zaostajal na obali pri Jadranu, v drugem polčasu pa pripravil pravi preobrat in zmagal 4:3. Pestro je bilo na ljubljanski Iliriji. Najprej je Dravinja povedla, potem pa je do prednosti prišla Ilirija. 4 zadetki so naposled slavili gostje s 5:2. Po en gol je odločil tekmo tako v Sežani kot v Slovenski Bistrici. Krka je prvič zmagala na gostovanju, Nafta pa potem, ko je prevzela prvo mesto, ne namerava se stopiti z vrha. Čeprav se je sežanski tabor nahajal v prvi tretjini lestvice, so se na Krasu odločili za menjavo trenerja. Ekipo je pred tekmo z Brinjem Grosupljem prevzel Darjan Matić. V 15. minuti je bilo vroče pred vrati Denisa Zerjalija, a mu ni bilo treba postredovati, medtem ko bi žoga po preigravanju Karoleja prav tako za kakšen meter zgrešila cilj, a se jo je Trobec vseeno dotaknil. To sta bili dve najlepši akciji, ki sta si ju moštvi priigrali pred prvim zadetkom. Jan Kovač je v 25. minuti prejel žogo in si jo namestil na desno nogo ter udaril na prvo vratnico. Zerjali je uspel postredovati, a se je žoga od prečke odbila v mrežo. V 30. minuti je Anthony Rose poskusil z atraktivnimi škaricami, žoga je šla čez prečko, v drugem delu je bila tekma nekoliko bolj zaspana, brez zadetkov. Tabor je prvič v sezoni izgubil pred domačim občinstvom. Krka na gostovanju v Novi Gorici še nikoli ni zmagala, če smo natančnejši, je bila v mestu Vrtnic vselej poražena, za nameček tudi gola še ni dosegla. A tokratni obračun je bil dokaz, da se od statistike ne živi. Z dolgo podajo so krkaši presenetili obrambo Gorice. Mark Gliha je stekel v protinapad in ugnal Strasbergerja. Nekaj po pol ure je Krka imela out. Podaja na Gregorja Medleja, ki je dobro zaščitil žogo, si jo namestil na desnico in z obrata zadel pod prečko. Armin Hodžić je letošnja okrepitev Gorice. Njegov gol, ki je padel takoj na začetku drugega polčasa, je odprl tekmo in Vrtnice so spet malo lažje dihale, saj je bilo do konca še skoraj 45 minut in dovolj časa za naskok na prvo zmago sezone. A 3 točke so odpotovale v Novo mesto. Vztrajni so bili krkaši v kazenskem prostoru, levo nogo je podstavil Taj Meze. Na 11. nastopu v drugi ligi je dosegel prvi gol. Gorica je ostala praznih rok, Krka je zmagala po 3 zaporednih remijih. Na pomožnem igrišču v športnem parku Slovenska Bistrica sta se pred 350 gledalci srečala domača zasedba in pa rumeni gostje iz Beltincev. En gol je odločil tekmo in padel je, ko je tekel podaljšek prvega polčasa. Luka Dakić je po izgubljeni žogi soigralcev stal izven gola, kar je dobro opazil Dominik Drk ter ciljal na nebranjena vrata. Imel je nekaj sreče, žoga se je od vratnice odbila v gol. Po zadetku za zmago proti Triglavu v drugem krogu je 25-letni Hrvat žutim prinesel nove 3 točke. Post Bistrice brez zmage je podaljšan na 5 tekem. Pravo nasprotje obračuna v Slovenski Bistrici je bil spopad v Ljubljani med Ilirijo in Dravinjo. Prvi polčas pa ni nakazal, da bi lahko goli padali kot po tekočem traku. Lovro Turinek je dosegel edinega pred premorom. Zadev je z levo nogo po odbiti žogi znotraj kazenskega prostora. Prvi gol zanj v drugi ligi. V 3. minuti nadaljevanja je igranje z roko v kazenskem prostoru Dravinje prineslo najstrožjo kazen za Ilirijo. Kapetan Črt Rotar je poslal Domna Mrežarja v napačno smer, izenačenje na 1:1. Ko je iz ozadja pritekel Anej Kmetič in neovirano streljal na prvo z nekaj metrov, je bil preobrat zelenih zaključen. Vendar pa je sledila reakcija, ki je letos pri Dravinji še nismo videli. V celotni sezoni so pred to tekmo igralci Dravinje dosegli 10 zadetkov, v zadnjih 30 minutah tokratnega obračuna pa kar 4. 11 metrovko je imel na razpolago Denis Vezjak, žoga v eno stran, vratar v drugo. Ekipi sta bili znova na začetnem izhodišču. Mušaraf Adebayo je pokazal, da je hitrost njegov adut. Začel je akcijo za 3. gol gostov, izmenjal je dvojno podajo, dobil povratno žogo ter jo le potisnil v gol. 19-letni nigerijski igralec je imel prste vmes pri povišanju na 2:4. Prodrl je v kazenski prostor na desni strani. Luka Pučnik se je otresel svojega branilca in zadev.
Da gostovanje na Iliriji Dravini leži, je bilo potrjeno v sodnikovem podaljšku. Gol Andraža Kolarja je zapečatil tekmo. Tretjič je Dravinja v sklopu druge lige igrala na Iliriji in še tretjič zmagala. Sončno vreme je na obali v Dekanih pričakalo obračun Jadrana in Triglava. Da so Kranjčani v tem obdobju v izvrstni formi, je bil dokaz prvi zadetek. Na visoko podajo v kazenski prostor je prvi prišel Brkić in z volejem z levo nogo neubranljivo streljal ter žogo postal za hrbet Lana Jovanovića. Prvič je v udarni enajsterici Dekanov zaigral sin trenerja Ščulca, Andreja Saž, nogometno izobražen kot špica. Potem, ko je bil najvišji v skoku, je debitantski zadetek v drugi ligi proslavljal s svojim očetom. Jadran je imel nepozabnih 15 minut, v katerih bi z delnim izidom verjetno zlomil vsakega nasprotnika v drugi ligi. Filip Pobi je streljal s precejšnje razdalje in Mulalić je še drugič klonil. Pred gostovanjem na obali je Triglav nanizal serijo 3 tekem brez prejetega zadetka. 2 minuti pred zaključkom polčasa pa še eno veselje za domačine. Žogo je v kazenski prostor popeljal Ščulac in ob odmoru je bilo 3-1 za gostitelje. Med premorom je trener Triglava Dejan Đuranović opravil 2 menjavi. Maksimović in Benedičić sta vstopila preobrat, so Kranjčani začeli v 5. minuti nadaljevanja. Jakob Cukjati je pritekel na žogo v sredino kazenskega prostora in zadev. Med strelce se je v 77. minuti upisal tudi Sørensen, reprezentant Ferskih otokov je nakazal strel z desnico in nato udaril z levo nogo. Moment je bil na strani Triglava, gostje so po lanskoletnem slavju, ko je bilo v končnici prvenstva 6-1 za Triglavane, dobili drugo tekmo zapovrstjo v Dekanih ter na 9 obračunov podaljšali niz nepremaganosti v letošnjem prvenstvu. Nič manj pestro ni bilo na Jesenicah. K rdečim domačim je prišel ljubljanski Slovan, ki je ob tej priložnosti nosil bele drese. Že v drugi minuti je dih zastal domačim, na predložek z desne je skočil Ristić, a ga je žoga zadela v roko, zadetek je bil razveljavljen. Serijo podaj so nato Jeseničani v 7. minuti presenetili obrambo Slovana. Gobeze je z desne vrnil žogo v sredino, lahko delo za Tomislava Ladana. Do naslednjega gola je bilo treba čakati, ko je ura kazala 58. minuto. Udarec Igorja Kondića je zadel enega od branilcev Jesenic in smer strela je bila ravno toliko preusmerjena, da Deni Tigan ni uspel posredovati. Ervin Tigan je vstopil v igro v drugem polčasu. V 60. minuti si je priboril najstrožjo kazen, potem ko je prodiral po desnem krilu. Na tla ga je z drsečim startom spravil Andraž Miklič. Jeseniška 18-tica je prevzela odgovornost za strel z bele točke, žoga je šla nekoliko previsoko, da bi se je Trivunčević lahko dotaknil. V zadnjih 30 minutah je Slovan uspel uspešno zaključiti 2 akciji. Sprva je izenačil Kujović, ki je v kazenskem prostoru z levo nogo udaril silovito pod prečko, ter kot ukopanega pustil Tiganja. Prav tako pa se je na levem krilu odvijala akcija za popoln preobrat. 3 minute pred koncem je bil uspešen Ristić. Drame pa še zdaleč ni bilo konec. Z dolgo podajo v kazenski prostor so si Jesenice priborile še eno najstrožjo kazen. Priložnost, da pridajo do ugodnega rezultata po seriji 7 zaporednih porazov. Zopet se je Tigan odločil za izvedbo, a tokrat je previsoko ciljal in prečka je rešila Slovanovce. Potem, ko so igralci Nafte zavzeli prvo mesto na razpredelnici v prejšnjem krogu, so se doma soočili z Biljami. Dober test, kajti Primorci so v Lendavo prišli z nizom 9 tekem brez poraza. Tik zatem, ko se je 10. minuta spremenila v 11, so gostitelji imeli prednost. Nesporazum vratarja in branilca gostov je izkoristil Jaša Ragić. 26-letnik v prvenstvu letos še ni zadel. Na srečanju z Biljami pa je bil kar 2-krat uspešen. Po otvoritvenem golu se je še drugič veselil žoge v mreži v 31. minuti. Z glavo je matiral nasprotnikovega vratarja Draščka. Nič kaj obetavno Biljenci niso vstopili v drugi polčas. Po 55 sekundah igre je bil povzročen prekršek za 11-metrovko. Strel Maroše je bil branjen, a prvi je na žogo pritekel Josip Ivan Zorica. 3-0.
Četudi je gostujoči strateg do 60. minute opravil 4 menjave, ni uspel prebuditi svojih, ki v Lendavi še nikoli niso zmagali. Brumec je nato za Nafto vstopil v igro v 81. minuti. Potreboval je le 4, da je prišel do gola za 4-0. Le enkrat Biljencem v preteklosti v športnem parku Lendava ni uspelo doseči nobenega zadetka. Častni gol je dosegel Leon Marinič. Zaradi razmočenega igrišča je bila prestavljena tekma Krškega in Rudarja. Krka je premagala Gorico s 3-1 na gostovanju. Brinju Grosuplju je pripadel obračun zgornje tretjine lestvice, Tabor je klonil prvič doma. 7 golov je padlo v Dekanih in na Iliriji. V obeh primerih sta bili uspešnejši zasedbi gostov Triglava in Dravinje. Slovan je prišel do 3 točk pri Jesenicah, Beltinci so tesno premagali Keti Emi Impol Bistrico. Nafta je bila 4-1 boljša od Bil. Lendavčani imajo na prvem mestu lestvice 2 točki prednosti pred Brinjem Grosupljem. Triglav je tretji, ima 28 točk. Sledijo Beltinci Klima Tratnik, ki so 4. mesto zamenjali s prvenstvem Taborom Sežano. Slovan se je zmago približal črno-belima, še vedno ima 7 točk zaostanka, tudi Jadran ima 12 točk, po 11 sta jih zbrala Dravinja in Krka, sledita Rudar in Krško, oba imata tekmo manj. Ilirija, Jesenice in Gorica so še zadnje 3 ekipe. Še 4 krogi so do konca jesenskega dela. 13. tekmovalni dan se začenja s tekmo Slovana in Jadrana. V petek je še srečanje Bil in Ilirije. Na Portovalu bo derbi zelenih, Krka proti Krškemu. Rudar bo pričakal Jesenice, pestro bo na vzhodu, k Beltincem prihaja Nafta. Dravinja se bo srečala z Gorico. Triglav se bo pomeril proti prvenstvem Taboru Sežani, Keti Emi Impol Bistrica pa odhaja na gostovanje k Brinju Grosuplju.